Niste to Mislim, opazili? No, dej, jaz nimam- Pa ja, opazite, se ne moramo nič narediti. Moment. Ne moramo. Ne gre se. Vidim je, da v tem javnem sektorju, s katerim jaz, hvala Bogu, nimam nič, pravzaprav, Ja, ja. ne, se ga ne dotikam in nič nimam, ampak tako, kolikor od zunaj vidim, bi rekel, da je precej tega, samo da ne, ali pa ena oblast tako, pa bi druga tako, pa tako. Medtem ko dost je pa po moji oceni tudi razlog to, da imamo zakonodajo tako, da se ustrelimo v kolen z to birokracijo. Ne. Tudi mogoče. Mislim, to se jaz srečujem, to je pa To moja, je. to je pa moja muka. Če bi pa jaz v tem začel, bi bil pa še daljši, kot vi zdaj v tem, ker to je pa moja rak rana. Ne. To, borba skozi to. Se spomnim, se nismo ne poznava tako, ampak ste pa zelo pomembno enkrat vplival na celo mojo tole kariero. Imel sem en problem, ne vem kaj v Ljubljani, ali z upravno ali noto, ali celo mogoče ne v Ljubljani, v Slovenj Gradcu. Pa sem potem, ne vem, zakaj mi je prišlo na misel, ali ste bil vi takrat že ta podžupan ali kaj. Potem sem vam napisal en mail, sem rekel, lejte, gospod profesor, jaz imam hočem narediti tako hišo, jaz mislim, da tle taka bi šla, ampak po nekem OPN-ju ne gre in mi te ne pustijo meme, in oni ne pustijo meme, tretji ne pustijo meme. No in je pol v par dneh nazaj priletel vaš mail, zelo kratek. Ne dajte se, kolega, vztrajajte. In name je to takrat toliko vplivalo in dejansko, ne boste verjeli, takrat sem dosegel, da so samo za tisto ulico OPN spremenili, ker sem toliko pritisnil in da imam zdaj tisto hišo tam tako, kaj je. In jaz mislim, da bi bilo lepo, če bi v tisti ulici se same take tako pojavljale, da bi bila vsaj približno neka enotnost. Ampak to je edini način. To je edini način. To je edini način. Da ustrajaš, pa ustrajaš, pa ustrajaš, pa ustrajaš. Ampak to je slaba družba. Ne? To pomeni, da misli, da bi ga opogumljala, te ona v bistvu... Mi imamo javno upravo, namesto da bi imeli, kako se reče v angleščini, civil service. Ja, tako je. Oni imajo servis državljanom, mi imamo pa uno upravo. Ne? To je narejeno na nezaupanju in to seveda občine ne dajo gradbenega dovoljenja, kako to pismo. To je nekaj nemogočega. Jaz tudi poznam, v Avstriji imajo neko komisijo, ki spremeni prostorski akt, sam s tem, da se dobi, pa županom skupaj reče, da to je lahko izjema. Tako, pa je. No, točno nekaj na to viže. Jaz sem imel eno borbo v Kamniku, istočasno pa še v Tržiču. V Kamniku sem jo dobil, v Tržiču jo nisem, pa je zdaj nastal nekaj drugega, pa ni slabo po moje. Ampak takrat so me toliko razjezili, da smo potlej, jaz pa Jerne, ki je bil pa takrat v Kamniku podžupan, kako se že piše, Markel, pa Matevž Gran, da smo pol v Outsiderju dali nek poziv, da naj se to uvede, da ne moreš ti z OPN-jem ali pa OPN-jem vse pokriti, da se samo uvede en institut, da če nekdo trdi točno to, kar ste vi rekel, da bi pa tle bilo to boljš, pač neka komisija pogleda, reče, v redu, to pa gre in ima to večjo težo, kot pa da mi tam nek uradnik z organizacijsko ali pa pravno fakulteto bere neke alineje in kljuka in ugotovi, da po njegovi interpretaciji to ni v skladu z neko alinejo OPN-ja. Mislim, to je meni boleče. Mi nočemo, no? Da bi še eno take sva, ker se pač zavzel, ne? Da se poskuša. No? To je ta odlok o podobi naselja in krajine. Mislim, da se tako imenuje. Ki omogoča občinam, da sprejmejo ta odlok in s tem odlokom vplivajo na marsikaj. Recimo na ruševine, da se ne odstranijo, na stavbe, ki so zapuščene, da se uredijo, na drevesa na zasebnih zemljiščih, da se ne sekajo in tako naprej. Oni imajo velika opolnomočja, ki so pa podobna pravzaprav takim odlokom, kot jih tudi v Avstriji imajo in tudi drugod. Da ti imaš lahko, da je samovolja posameznika,
lahko na zelo eleganten način preprečiš. In to celo na ta način, da enostavno, če to nekdo ne upravi, ne, v določenem roku, ne, potem se to vpiše v hipoteko. A ja, še so tako? Ja, tako, se to imajo posod, mora biti, da bez tega ni. Ne. In to pomeni, da ti lahko imaš nekaj popraviš, ne, da nekaj urediš. Ne, da je to neka oblika, zdaj gre težko z jezika urbanistične prisile, ampak ta je potem zelo operativna, ne? Ti ne moreš. Jaz sem šel res po Sloveniji, sem slikal pač ruševine ob teh glavnih turističnih poti, sred turističnih krajev, kot je Bled, ne vem, vse. Drvelišča tudi, no. Brez vede, zdaj vse obnavljava. Posod je neka stavba, ne vem, na Praga, ne vem, kjerkoli v kakšnem kraju je, tudi v Ljubljani ob glavni cesti so ruševine, ker zažigajo ogne, ne, ker posiljuje mladenke, ampak to so te stvari, ki ti ne moreš, ne, in tega ni videti drugod, ker ti ne moreš nekako doseči, no, ker pač je zavarovan, ne, ta zasebna lastnina, je pač ta pravica, ki je preveč zavarovana in naravno ne moreš posegati. Okay, ampak ta odlok je potem se začel sestavljati, ne? In je uzakonjen. In smo hodili okoli po Sloveniji, veliko zadoščenje, prihajajo veliko teh urbanistk in urbanistov iz različnih občin, se bi vsi za, tako da je bila neka velika skupnost pravzaprav. Neka strokovna skupnost se je formirala iz tega, ne? Teh, ki vidijo nujnost enega tazga odloka in kaj bi lahko z njega vse naredili. To so bile potem srečene v različnih občinah in tako v okviru zveze občin. Res se mi zdi nekaj edinstvenega. To je bila ena taka, da sem jih peljal recimo na neko mesto in sem jim pokazal najlepšo podobo Slovenije, ne, ki je na vseh svetovnih, bi rekel, omrežjih tako razglašena že, ne, in potem se pa obrnite, pa pogledajte, ne, druga stran z istega gledišča, ne, ja, pa vidiš, kako so se strehe različnih barv, streh, opek, prizidki, ne, tako naprej. Ne, pač uničena neka ta podoba, ne, idealna ali idealistična, ki jo imamo vse, no. Ampak kakorkoli smo se zavzeli, smo pogledali, kako je to na podeželju, ne, kako je bilo to v manjših krajih, kako je to v večjih krajih. Se mi zdi zanimivo, no. Veste, te ekskurzije smo delali, no. In potem, seveda je tudi ministrstvo bilo zelo odzivno in je potem pripravljeno na osnovi tega tudi pravilnik, kako se to naredi. Ampak v bistvu ga občine nočejo narediti. In tudi naša, ne. Bo tudi povedal, jaz ne vem, z katerega razloga. To pravi, da bi imel moč, a veste, ne, popraviti stvari, ki so evidentno narobe, a veste. Da bi se spustili lahko na to raven, da nisi ti sam, da ti ne moreš narediti ograjo, kakor češ, pa streho kakršno češ, pa hišo oblikovati v slogu kakršen češ. Ker smo prav kazali te slike, ne, veste, ker ena hiša je taka, druga je tako, tretja, četrta, tako, peta, šesta, tako, ne, to je ta, kako bi rekel, razdrobljenost našega prostora, ki izhaja iz tega, da nočemo skupnost biti, ne, da nočemo imeti hišo, kot je ima sosed, ampak obratno in tako. No, ampak ta odlog bi to popravil, ampak v bistvu ne. Ja, sem pri nas po moje tudi... Vrhnka je zdaj nekaj sprejela, nekaj, ne, vsaj malega okoli teh malih ureditev, kakorkoli že, ampak v bistvu občine tega nočejo imeti. In to je moje spoznanje, da nočejo tudi, če je zakon napisan, če imajo zakonsko podlago, če imajo navodila, kako to doseči, ne, pa tega ne naredijo. A je to? To je za mene veliko razočaranje, no. Jaz mislim, da pri nas obstaja tudi ena iluzija, da bomo pri nas dosegli nek idealen urbanizem pa okolje, da bo vse tako, kot ste zdaj opisal, da se bo vse predpisali z nekimi buleti pa alinejami, ne. In na kar bo uradnik šel skozi in bo to, ne. In tam se da pozornost, gabarit pa to v redu, ampak pozornost na stvari, ki imajo sekundarni ali pa terciarni pomen, po moje, za neko homogenost enega prostora,
recimo zelo malo pozornosti je pa v teh aktih topno vse, kar ste omenili, barve, material. Tega ni. Tega pa sploh ni, ne? Ampak osnova tazga odloka, kar povem, je zelo preprost priročnik. Jaz bi ga znal narediti za Ljubljano na 4 straneh. Medtem, ko bi ga dal za eno podeželsko občino na 3. Ja. In tudi vem, kako se ga naredi. Se reče tako, ne tako ja, tako ne tako ja. In on bi bil v pomoč projektantom in investitorjem, ki vnaprej vidi, kaj lahko. Ja. Projektantom je pa v pomoč, da ve, kaj lahko naredi. Tako je pa zdaj neskončno, da ti prideš, daš to in to. Ne mora biti narisan. To je, zdaj pa to smo vse študirali, zato ker smo se seveda opremali z vsemi znanji in izkušnjami, ki jih imajo druge kulturne države, ki jih ima Irska, Velika Britanija, ker to imajo vsi, se to ni neki, se je logično. Ampak jaz sem zagovarjal predvsem to zadnjo tezo, Ja. Da to je v pomoč investitorjem pismo. Se on lahko zbira, a veste, ne pa da se sam odloči, tako kot mu narekuje, ali tehnike to naredi, ali firma, ki mu prodaja strašino in tako naprej. Veste, in to, ali pa ne vem, družina, ki bi želela to. Ampak tam ima te možnosti, in to bi olajšalo to odločanje po občin, tem pač upravnim enotam. Ker je to strokovno. In to je vzpostavitev urbanizma tistega pravega, dejavnega, operativnega. Tukaj je pa nevaren, da to rata katalog nekih možnih rešitev. To ne bi smel. Ampak imajo posod. Ja, pa ne bi bilo fajn. Ja, ne, ni. Piše, da ne tako hiša, tako je postavil. Če je teren, pisma, ni res. No, mislim, lahko malo polemiko. Ampak mi imamo premalo regulative te konkretne, ampak imamo abstraktno, ki očitno ne gre. Mislim, da imamo napačno. Je pa napačna regulativa. Čist napačna. Ta je pa zelo preprosta, zelo enostavna in kako bi rekel, evidentna. Tukaj ni nič vzad, ni nič kakšne formulacije. Sicer jo ne bi vse te države, ki to kulturno krajino seveda ohranjajo, to kulturno krajino in tudi kulturo zazidavajo v tej kulturni krajini ohranjajo, tako kot te, ki sem jih navedel, ki smo šli pogledati. Se vidite, da je to praktično orodje. To bi se urbanizem postavil, ne? Ampak ni, znotraj tega je ogromno možnosti. To bi res morali biti zelo, mislim, verjamem, da bi vi to znal napisati. Jaz to ne bi znal, ker recimo tipičen primer je, ne vem, če poznate ta Beverly Hills v Kamniku, nad Črpalko gor. Tam obstaja tak katalog, kakšno hišo ti smeš zbrati iz tam ven. To je kljub katalogu Stračje gnezdo, ker ni vse samo v tem, da ti izbereš izmed 5, 6, 7 oblik hišo. Ampak je več kot to, da pa ni nič. A vas pelem pismo, a vas pelem kamorkoli. Okoli Ljubljana, po teh naseljih, to te vidi, to je katastrofa totalna. Katastrofa, vse to v bistvu vse je to je znano. Mi imamo prostor, ki je pač razsut. To je tako en demokratični prostor, ki vsak dela, kar hoče, to je en prostor, in potem imamo red. A veste, ki je pa preveč urejeno, recimo, ko vmes še zmerom nekaj ostaja. No tako, to vmes najde, tako mero bi bilo pa idealno. In to obstaja, pismo. In to obstaja glih v teh pravilih, da mu rečeš, ne tako naredi tako. Ker nekaj pa moraš. Nekaj pa moraš, sigurno. Da vem, končajva s tem, da vse imamo ogromno možnosti, da bi ta prostor urejali, ampak ga v bistvu nočemo. Moje spoznanje je, kako bi rekel, težko, težko ga nosim, ker za toliko truda, veste, da se vzpostavi, ponavljam, ta operativni urbanizem, ta zares, tisti, ki je, ne tisti abstraktni, a veste, da se postavi neka urbanistična prisila, ki je zelo enostavna, ki je brljiva, ki ni nobene... Da bi moral biti poudarek na enostavno brljivi. Ampak da ni odziva, da to noben noče v bistvu, ta se mi di huda. Tudi razočaranje za vse teh urbanistih so sodelovali pri tem, da to nočemo. Problem je tako, kot profesor Gabrielčič prav, in to se jaz čisto strinjam. Pri nas, po večini OPN-jev zelo enostavno dobiš gradbeno dovoljenje brez vsakega problema. Če narišeš eno tako monopoli hiško enega tipičnega slovenskega črnograditelja, kako ga reče. V hipu, ko pa ti hočeš nekaj, kar bo
attuned, se pravi, prilagojen prostoru, en odgovor na prosto, tako so govorili, da je vsak delček hriba drugačen. Pa ni treba, da je zato vse drugačno. Ampak tudi ni treba, da je vse, Glen je dobro rekel, monotonija ni harmonija. Mi bi morali najti tako, harmonijo moramo iskati, ne monotonijo. Naši OPN-ji se pa se strani upravnih enot večinoma interpretirajo tako, da bi ne reč imeli monotonijo. Ampak to je pa problem. Ampak je še ona boljš kaos, vse to vemo, da je pretiran red je boljš kaos, kakorkoli že. Je pa resnica je vmes. Ampak kakorkoli že, noben tega ne vidi, to je mene to moti. Ne se prejšnji teden smo šli tle po vaseh, jaz skozi gledam to, ker mi smo zelo pamtilo, mi vozimo se s tem, kako je nekaj narobe, da bi mi sebe prepričali, kako bi znali boljš narediti. In to je pač instinktivno, arhitekti delamo. Ampak kakorkoli tega je preveč, mene to ubija, ker je vedno slabš. Ker ti vidiš lepo poravnane takole hiše, so zelo različne, ampak pride en naredi kocko, konc. Vmes. In kako pol. Konc, naredijo. In ker ena hiša umni celota lahko. Ampak tega druge ni čuditi. Dobro, jaz sem imel neizkušnjo, če to lahko povem, ker tudi izhaja iz take življenjske situacije, da so mi dali najtežji pogoj za rednega profesora, se spomnim. Da poleg vseh ostalih tistih točk, ki jih moraš zbirati in tako naprej, je bil pogoj realizacije v tujini. To imam pa. Ampak zaradi upornosti, na različni načini tudi to dosegel in mi so potem s kolegi večjim birojem izgradili na soseska v Gracu. To je pa druga izkušnja. Izjemna. Isti ljudje, eni so tudi na Iš, se končajo tako, ampak so Štajerci. Kakorkoli, ljudje, ki imajo isto zgodovino, da nedavno, so res, to so. Ljudje, in takrat sem spoznal eno drugo kulturo, bi lahko rekel, dogovarjanja, občevanja nasploh, gledanja na probleme in tako, in tudi razreševanja. In ta mi je dala eno pravzaprav neprecenljivo življenjsko izkušnjo, ne morete verjeti. Ker je bilo treba uskladiti različne projekte. Namreč urbanistski dubota natečaj se je odločil, da bo, tako je tudi bilo razpisano, da se potem to razdeli na male enote in da potem morajo različni arhitekti narediti neko skupino stavb, ampak tudi na ta način, da je potem še čez cesto, recimo, še na drugem območju, zraven še eno tudi. Tako da se je treba bilo usklajevati v celoti in med sabo. A ni lepa igra, mislim, urbanistična. In on se je tudi odpovedal tega, ker so povedali zelo preprosto, da se stane isto projekt, a dela en, se je investicija vezana, ali jih dela pa 10. Dobro, ta logika. No, ampak tam sem se naučil, kako v bistvu se delajo stvari. Tako, da se išče pravzaprav ves čas kompromis, ves čas se išče nek dogovor in ves čas si pomaga drugemu. Čeprav seveda se ves čas kregaš. Tudi vsa ta, kako bi rekel, vsi so glasodajalci in so glasodajalke, so prišli skupaj na sestanek in vsi so izrazili željo, kako so veseli, da se bodo tukaj gradila stanovanja za socialno stanovanje, ker je to pač v javnem interesu. To sem prvega slišal. Ker če prijem jaz na upravno enoto, raj ne, ker takoj, ko me vidijo, je že, kako mi bodo ta projekt preprečili. Ja, seveda. No, seveda, to je itak, to znan instinkt. Ampak to je ta slovenski, tam je bil pa ta avstrijski drugačen. Čeprav se je bilo treba poštevati bolj norme, kot se pri nas pošteva. Tudi ne bom povedal, zakaj, ampak vse pač so bolj organizirani, teže je. To veste, tudi gasilci imajo težje zahteve, kot je. Ampak oni pomagajo, ne da si v konfliktu. Ne da rečejo, toliko časa popravljati, da ti bom, in tako naprej.
To je bilo prvo. Drugič je bilo pa ta sodelovanje med, ker tam so bili taki arhitekti, ki se radi postavljajo, ki se radi kregajo, bi lahko rekel, ker se uveljavljajo nekaj svojega. Ker je bilo res težko, ker en je naredil na isti, so naredili nalogo, tako da za isti denar boš narediti toliko in toliko stanovanj. Ja. Vse ostalo je nek urbanizem, ki mi je v veselje, ker so te gradbene linije, osnovna regulacija, ostalo ni važno. Prav to, ker smo se pogovarjali. Se pravi, ti imaš red pa raznolikost. To pa en je naredil blok, recimo en švicarski arhitekt, en je naredil vrstne hišce, en je naredil vila bloke, tako zelo različno in tudi je lepo ratalo po moje, ker je raznolik. Ja, harmonično. Ja. Ampak prav to, o čem sem govoril, ker pomeni, da je možno. Mislim, da se čisto razumeva. Ampak mi smo se kregali. Jaz imam pečen hrbet na eni strani, a ne, vi pa iz svoje izkušnje pa drugo. Lepo je, da smo se kregali in so se kregali med sabo, predvsem oni sosedje in tako naprej. A veš, kaj niso pa, ne vem, bolj jeznoriti mogoče, ali pa bolj več zahtevajo, bolj ambiciozne in manj, tako naprej. Na koncu ratali na celota, ki je skladnost različnosti, bi lahko rekel. Ampak se je šlo vedno pol na hrenovke, pa na pir. Nikoli ni bilo, da bi zdaj bil ti užaljen, če ti je nekaj rekel. To je to. In uprava, kot rečeno, ki želi dati soglasje na nekaj. No, to jaz pri nas pogrešam, ampak jaz mislim, da to riba... Če zmejo Graz je bliz leta, koliko je 130 km. Pri glavi... Nekaj narobe, ne? Nekaj narobe, ja. Nekaj narobe s tem. A ste vi delali, vaš biro, eno hiško, tlele pred Moravčem, ena taka majhna hiška, ki tako pravokotno... Ste, ne? No, tista že, ki se je gradila, se neko, opa, to pa bo nekaj. Pa se pa zraven še ena taka kamnita malo predobila. Tiste pa že prej bila. Tiste pa že prej bila, ruševinca pa se prenovila. No, čudovit projekt, ne? To je čisto zraven mene, jaz sem bliz tam doma. Ja, lepo, imenje, ne? Ja, tako, ja. No, in ko se je delala, sem jo opazil in zdaj, ko živi. Veseli. Ja, res, super. No, in zato vem, da v isti stvari govoriva, ker tista ni taka, da bi bila enaka kot ostale okoli. Ni. Je pa za prostor, pa skladna s prostorom in tudi skladna z unimi okolji. No, zato. In zato pravim, da to ne bi mogel človek v katalog, verjetno pa, da bi vi znali v neke, ne vemo kaj spraviti, da bi to bilo. Tista je čudovita. Ampak se tu če ene niso, ampak večina bi morala... Tista mi je prav žal, da nisem jaz naredil. No, veseli. Eno deva pri tem končati pa, ne? Ker to so pa zdaj že ure in ure, ne? Ja, ne, bo vse. Ne, gospod imaš. 3 ure že. Mislim, razen če se vam mudi reči, meni še par stvari zanima. Ne, ampak no, dobro, da je vprašaj, ampak se vprašajte. Ampak zdaj sem že skoraj vse povedal, ne? To je tisto, celo zgodovino. Ne. Celo zgodovino izkušenj bi lahko. To ja, ampak po drugi strani sem pa istočnic dobil to, da bi bil še več tega, kot sem že itak si zastavil. Ne, ker recimo prej, ko smo se pogovarjali, ko ste rekel, da se nekdo trudi, da bi se nekaj obnovili, da bi bila celo prisila. Pri nas je tudi kontra. Jaz sem za Lenko kupil tam v slovenski Istri eno torklo, kamnito, staro, podrto. Tam bi se že kar mudili, da bi se jo zrihtali, ker drugače bo skupaj padla do konca. Pri vseh svojih izkušnjah še zmeraj za gradbeno dovoljenje borbam. To je... Ne, to je katastrofa. Namesto, da bi dobil neko podporo, da bo točno, mislim, pa ZVKDS je bil super, navdušen, vse podporo. Mi se dajemo, se pravi, da se dajemo na vseh ravneh. Hkrati pa rezultata noben ne vidi porazen. Jaz bom ponovno povedal, ne vidi, da so razsute vasi, razsuta naselja. A veste? Ampak jaz mislim, da to je v upravnih enotah je napačen sistem vrednot. Ne, da je vse v sistem je tako narejen, da je sesut. No. Ja, no, ok, tako je. Napačen sistem vrednot. Tam nekdo, če ti ne da gradbenega dovoljenja, ne more biti nič narobe. Ne more biti. Če pa ti ga da, pol je lahko veliko narobe. In zato tudi nikamor ne prideš. Ni pa tega, da bi to en presodil, ker je to malenkost. Tako. Da jaz sem imel to možnost, to lahko izdam, ker to so neke izdaje. Da jaz sem bil pač kot mestni arhitekt, samozvani, še enkrat povem, to
kako bi rekel, moč presojanja, ki mi je dan naziv profesor. Ne? Ja. Če bi jaz kar en, bi mogoče imel manj te verodostojnosti, tega spoštovanja. No? Zdaj seveda se mi to mogoče, da sem jaz popravil načrte direktno. Tudi sem preprečil načrte, ki so bili narejeni že za gradbeno dovoljenje, da se ne zgodijo. In takrat sem veril in spoznal, koliko je to pomembno. Ne? Ta institut. Ja, seveda. Jaz tudi mislim, da to še nismo tam dobro. Torej, to nisem ben opravil, ko sem jaz preprečil nekih takih spak in tega naprej. Ampak sem mu to možnost, da sem pač kar narisal celo, kako se naredi in se pošteva. To je dobra izkušnja. Ja, to pa verjamem. In seveda tudi gradbena dovoljenja mi, ali pa tisti skladnost ugotavljati, bi mi bilo meni malenkost. Ja. To sem tudi izkušnja. Prav zaradi tega govorim. Da to tisti, če veš, kako... Sigurno ne bi kakšne ali ne prav upoštevali bi vas. Ne, ne, ampak tudi to se mi zdi, da ni tako težko, no, zato se hoče reči. Sam dokler je vse to, veste, kakšno lokacijsko mi iz Ljubljane dobimo vsakeč. Ja, pa znam, ker nima veze. A mislite, da jaz to berem? Ne, sploh stran več. Nimam bene veze. Sem zato, da mi chat spremeni, da lahko skladno s copy-paste, ampak je zraven tisto. Vem. Ampak to je malenkost. Je skozi projekte in popraviti in reči, tole ni dobro, da je to zasuki. Res. Zdaj, glede na vaš pedigre, me zanima to, pred nekaj časa, ne vem točno koliko nazaj, je vzniknila ta fraza 15-minutno mesto. To pač... Kaj se vam zdi okoli tega? Ker slišal sem... To ni nič novega. Že zelo pozitivne in nazadnje sem slišal pa že ene stvari, ki so eni rekli, to ne, češ, da to je zarota teh, ki nas hotijo zakleniti. To je nič novega. Ja. In izhaja pravzaprav iz paradigme te arhitekture mesta. Med drugim. Tista paradigma je bila na parih takih načelih postavljena. No? Tudi se bori za to. Prvič, eno je mesto na mestu, drugo je mesto po delih in tretje mesto v malem. Tri načela, bi rekel, novega urbanizma, ampak tega mestotvornega, no, tako smo to imenovali. No. Da je mesto na mestu se ve, kaj je. No. Zapravo, da ti gradiš na tkivu, ki je že in ga skušaš ohranjati. Ni tabula rasa, kot je moderna zahtevala, se ne ruši, se skuša pravzaprav spostavljati tkivo, celiti kot tkivo in tako naprej. In tukaj potem izhaja te strategije, bi lahko rekel, ali pa operacije na koncu, nekaj, ki jim rečemo urbana akupunktura, preraščanje strukture. Vse ti izrazi pa pridejo, prestrukturiranje tkiva in tako. To se pravi, da gradiš na tistem, kar je, poskušaš seveda to ohranjati in nadgrajevati. To je mesto na mesto, je zelo enostavno. Osnova je v tem kontekstu. Ti skušaš graditi na tistem. Dejstvo po delih izhaja iz te logike, da je mesto vendar sestavljeno iz delov, ki morajo sestavljati celoto. Se pravi, da ti, ko delaš nek del, moraš vedno videti nadrejeno celoto. To je zelo preprosto pravilo. Da del sam ne more biti, mora del neke više celote. In da je mesto sestavljeno iz dveh struktur, ki tudi je zelo enostavno. Ena je, ki se ponavlja, ki mora biti bolj urejena, in eno, ki izstopa. To je zelo enostavno. Kako ste to rekel še enkrat? Eno je, da je mesto sestavljeno iz dveh tkiv, bi lahko rekel. Okay. Eno je, ki izstopa, in to je ta celota. Ena oblika celote, in druga, ki je poravnana bolj. No? In tako so vsa mesta narejena. Eno se ponavlja struktura, zato da sploh je nekaj, druga pa da izstopa. In to je, kot da skupaj, vidite, da je to ta prepoznavna celota, ki je v bistvu harmonična. No? Tako je. Se pravi, kaj bi bil primer? V glavnem se stanovanjske stavbe, tiste, ki se v glavnem ponavljajo. Mi prije na misel... Medtem ko cerkev je pa posebej.
v Španiji, ki so dali na trg tisti 7 paviljonov, ostalo struktura je pa mesto je tako sestavljeno vedno bil in tudi vedno bo. To vedno je to tako, da javne stavbe so pač duša mesta, onega poganjajo, ne, tukaj med drugim. No, pa javne stavbe so drugačnih oblik, različnih, ne, ki so različne funkcije. In one lahko izstopajo. In one imajo tudi drugačne trge, javne prostore zraven. Potem drugo tkiva se pa glavno ponavlja, ne. Javne stavbe izstopajo, ker so posebno tkivo, medtem ko obče tkivo je v bistvu bolj poravnano, ne. Tudi funkcija je ista, ne. Glavna stanovanjska, no. In to je to drugo načelo. In tretje načelo, to je pa pomembno, da je treba mesto razvijati kot konfederacijo četrti, recimo bi rekli. To je pa mesto v malem. To se pravi, da ti ne gradiš mesta, kot se v Ameriki gradi, ker ni mest. Prosim, pejte, kaj? Tam se tam downtown in suburbija. In to ni mesta. Ja, mesta ni nekje. Tam ga ni, tega ni. Okay. Resno. Ja, sej verjamem. Ampak evropska mesta ima to tradicijo. Ne? Zdaj ne se po ameriški, vse to je znana zgodba. To je Leon Krier postavil, to vse narisal. Tudi te primere se boril za njega. Ne? V tem obdobju, ko smo se mi izobraževali, kako postaviti novo paradigmo. Ne? Neka vrsta novi urbanizem, ki skuša neke zakonitosti iz zgodovine evropskega mesta potegniti in jih potem prenesti v prakso. No, ampak tretje je, da je treba mesto graditi v malih segmentih, ker je to logično. Se pravi, v nekih četrtih, ki imajo stanovanjsko, gradno, ki ima šolo, ne? To je tudi ta ideja soseske med drugim. No? In potem prideš do 15 minut. To je ideja. In z te iste paradigme se bil vesel, je zdaj speljana pač prometna paradigma. Ne? Ampak to je soseska. Ne? Soseska ima 400 metrov, recimo, do 800 metrov. Ne? To so bile soseske. To je bila ideja sosesk, to je z Amerike prišla. Ne? Prav tam je nastala, to je zanimivo, kot odgovor na njihova mesta. A je Ljubljana 15 mesta? In v bistvu smo mi tako gradili mest. Ne? In tam, ko jaz stanujem, je to tako. In sem vesel. Tam, ko jaz stanujem, imamo cerkev, imamo samostan, imamo internat, imamo en hotel, ne resno, potem imamo en muzej, to je zelo zanimivo, to je na Taboru, ampak sam stavajna. In to je ideal, ne? In zdaj, to je 15 minut, priješ skozi, ne? Trgovina, seveda. Vse. In v bistvu, če gledate tako malo četrti, je tako, ne? To je nasprotje temu, ampak nasprotje temu avtomobilskemu mestu, ne, Automobil City, ki ima pa to, ki pa toga ni nič, ki je samo ta struktura anonimna, recimo, ne, in potem imaš še shoppinge na avtocesto, ne, ker to je razgradnja pač mesta, oziroma neko drugo mesto, bi lahko rekel, regionalno, ampak v bistvu je to ideal, to je zelo preprosto. To so mi zapisali tudi, ta pravila. Jaz moram pa znati, da tako, ko gremo, odkar sem se navadil na Ljubljano, pa ta zaprt promet v centru, pa to. Ko pridem nekam, ne vem, in se peleš po tistih ozkih ulicah španskih mest in to, in se mi zdi prav tako čuden, barbarsko za ostale, da se tam sploh nekdo sme voziti in parkira in to. Ampak to je prišlo s tem, ko je Ljubljana to uvedla. Prej tega nismo dojemali. Prej smo tam pred Dunsko cerkvijo parkirali in je bilo to, ne. Se te vrednote noče noben svet priznati, ne, ker tudi to noče noben priznati, ampak v bistvu smo mi za vzgled nekaj časa bili. Ne. Se so druga mesta se ravnala po nas. Pred letom 2006, ne vem, če se kakšno mesto ravnalo po Ljubljani. To povem, ampak kad zgleda kot neka samohvala, ki ne res. To je samo neko zadoščenje, da je prišel minister za urbanizem, tam imajo pač ministre iz Dunaja, ki je bil na novo izvoljen, je prišel v Ljubljano pokazati, kaj se lahko z Ljubljane nauči, je povedal. Jaz pa ne bi rekel, se mi se v glavnem učimo od vas, od Dunaja, ne? Ampak rekel, ne so pa tudi nekaj od vas in tako naprej, tudi vem kaj. Ampak to ni važno, ampak v bistvu je Ljubljana dobila nekaj na ugledu, kar pomeni, da ni vse narobe, no. To sem hotel reči. Da neke stvari so pa se ne dajo ustaviti. Veste, gentrifikacija je lahko najprej pozitivna, ker se prisiljuje na aktivno prebivalstvo tam, ker so bili prej
upokojenci, ki niso vedeli, kaj bi s tistim hišam v starem mestu, je tudi negativna, ne? Ker se tudi izseljujejo nekateri. Sam pri nas gentrifikacija ni sploh problem. Ni problem. Ni problem v Ljubljani gentrifikacija. Ne, ni. Zakaj? Zato, ker pri nas so lastniki stanovanj tisti, ki ga prodajo drugim, pa grejo ven. Gentrifikacija, na katero se sklicujejo te kritiki, je v mestih, ki se dogaja v mestih, kjer stanovalci niso lastniki stanovanj, ampak jih landlord pošlje ven. A veste, o tem govorim, jih potem proda šejkom, recimo. Ne? Pri nas pa je pa to, ne vem, kako bi še bolj preprosto povedal. Jaz stanujem v centru Ljubljane, sem lastnik svojega stanovanja. In mene ne more noben zrinc tega stanovanja, da bi ga pa oddajal turistom. Zato je to pač druga situacija, ki je neprimerljiva s katerokoli drugo evropsko. Na srečo. In druga je turistifikacija. Ne? Kako ustaviti turiste? Mi hodimo vsi, jaz grem jutri, ker grem jesen. Ampak mi vsi hodimo nekam, hodimo po Evropi, po svetu in tako naprej, smo vsi mi turisti. In zdaj pravi, da je to narobe, da so turisti. In tudi to je, da je narobe, da je v Ljubljani so turisti, ker prej je bilo boljš, ker ni bilo benga, ker res ni bilo. Ampak zdaj tudi te turisti, ki so, veste, da jaz to spremljam, ker se čutim krivega, ker sem ves čas napaden, še vedno, ne? Da ti si to omogočil. Da mi smo avto dal ven, da smo turiste prepeljali, to je itak zgodba. Ampak te turiste, smo potem prav s kolegom naredili pač analizo, vse to se popika, kje so. In oni so samo na 2 mestih pismo. Oni niso preplavili mesta. Kako, kaj so na 2 mestih? Niso preplavili mesta. Oni so v glavnem na 2 takole točkah, ne? Se ni važno, da povem. Oni so na mestni trg, ne? Carin metodov trg. Pa se ve, kje je gužva pisma. Se sam tukaj. Niso v mestu, niso zdaj zavzeli celega mesta. Oni so zavzeli par teh točk znamenitih, ki so mestni spomeniki skoncentrirani in zdaj je to tako hudo, ali kako. Da zdaj mi ne moramo več v mesto. In tako naprej. To je vse pretiravanje. Ampak turistifikacija je drug proces, ki ga ne more mesto ustaviti. Kako ne mi ga ustavimo? Ki bi ga lahko država, s tem Airbnb, pa ga ni. A ste videli, da ne znamo zakona sprejeti kot za ga drugi? A so zdaj sprejeti ta zakon? Ne. Najprej so dali vse te olajšave, od prej striktnih tistih 2 meseca, potem so šli na 3 in pa so dali olajšave, da itak se ne sami zmenijo v občinah in tudi prijetčani. Ampak to mi ne moramo, mi se borimo proti temu, da bi, pa ne moramo, da borimo. Mi imamo se ne borimo v resnici, ker imamo v bistvu nek zavod, ki je Turizem Ljubljana, ki poskuša vseeno uravnavati to, kot lahko. Na ta način, da mi gradimo javne prostore, da jih širimo, to je bil en od projektov, da se širi javni prostori mesta, recimo, ob Ljubljanici. Rok je bil tak projekt, pa cukrarna, da ti razširiš, da širiš ta javni prostor. No, tem sem tudi šel, ampak mislim, da je to krasna projekta. Ja, ne vem, jaz tudi ne vem, kaj meni osebno, zdaj mogoče bo še mene kdo napadel zaradi tega, ampak meni se zdi, da povejte, zakaj, se to, ker ni razloga. Veste, in v bistvu, če greva zdaj naprej, ta zavod seveda skrbi za to, da bi razširil turističen obisk. Ta destinacija ni vezana na teh par prostorov, ampak da se širi po regiji. In ta regija je nekdaj, enkrat smo imeli tako debato, da je bila do Ptuja, recimo. A veš, da tam, ki jih ni, ne peljuješ. Mesto se pač trudi to. Sam ne moreš ustaviti. Zdaj, tako da ti obsodiš nekoga, da ti si glavni gentrifikator mesta, so meni rekli, buldožerist in tako naprej. Ni fajn, ker ne rešimo benga problema s tem, pa da ste turistom prodali Ljubljano, kdo jim je prodal, veste, kaj ima mesta od tega, ampak mi ne moramo reševati, vedno se vračamo na isto temo, da se ne znamo pogovarjati strpno, da ne vidimo, na dejstvih temeljijo razprave in pol kaj bi idemo skupaj nekaj narediti, in to je problem. In zdaj, jaz se spet malo obrnem, ker zmen, a veste, me to prešine, da glavni gentrifikator Ljubljana je potem takem glih pač profesor Edo Ravnikar, se mi je grozno, to šliški vedeti, da ni, ampak on je zgradil sredi mesta
Kremelj, ne, ljubljanski. Da, to se pravi, Ferrantov vrtcev stanovanja za koga? Bila? Za funkcionarje republike uprave in oblasti, aj tako reči. Ne vem, nisem. Ja. Bože držati. Ja, seveda je, ne? Ja. Ja, se pravi, on, ne? A veste, tam je bilo, da ne govorim, da je tam je bila celo rojstna hiša Plečnika, ko je on, se predstavljate, kako je to grozno, da je to posegel noter, ne? Kako zdaj to? A me razumete? Ja, razumem. A zdaj v socializmu je bilo vse v redu, ne? Pa v bistvu ni, se tudi Mihevci je gentrifikator, ne? Se on je pa zgradil Kozovec, tam je bila pa vojaška nomenklatura noter, ne, so stanovanja za njih. Ampak zdaj, a morajo v mestu, sred mesta stanovati tisti, ki stanujejo v sosedskah radi, neke imajo otroke, pa tako naprej. A je to zdaj? Kje ste to videli? V centrih mest. Ni, ne, v glavnem, ne. Ampak, dobro, in to so te stvari, ki, ne, zato se toliko borimo, da bi zgradili zdaj, ne, da bi vsaj to priznali, da soseska na Povšetovi je najbližje mestnemu središču, da mi smo začeli graditi na robu mesta, mestna občina, ne, oziroma sklad. In zdaj vsaka naslednja je bila bližje mesta. In zdaj bomo zgradili to gre v gradnjo zdaj čez mesec. In druga je na tej Narestljevi, ne, ker ne bi tudi zgradili stanovanja za mlade družine in tako naprej. Ampak to je rezultat prizadevanja, ne? Ja, seveda. Ne pa, da ste vi to naredili, ker naredili so oni drugi. Eni drugi so že pred nami, ne? V socializmu so gentrificirali mestno središče. No, saj to, ta gentrifikacija je zelo tak izraz, ker ne vem, kako bi ga sploh vzel na nek način. Ne? Ampak mislim, da to ste na začetku dobro rekel. Najprej je lahko dobra, pa lahko slaba. Tako je. Dobro je, ker se hiše prenovijo, se prenovijo tehnološko, se dobijo konstrukcije, se utrdijo, ne? A veste, se popolnoma prenovijo. In prenovijo se tudi poslovni prostori in stanovanja v njih. In to je pozitivno, sigurno. Ker tisti lastnice in lastniki obubožani tam noter ne morejo nič narediti. To se jih tudi prodali. Ampak ne stanuje pa več ta not, seveda ne, se so prodali. Ker so šli verjetno bolj primerno, ne, stanovanje. Ne? Ali pa v dom, kakorkoli že. Ampak to ni ta. To ni ta gentrifikacija, o kateri govorijo v Barceloni, v Londonu, na Dunaju, ki se prodajajo cele četrti arabskim šejkom, recimo, pa je vse prazno. Developerji razgradili in potem pa ni nič, pa se čaka na boljše špekuliranje, na kdo da več. Ne. Ampak je tako, ampak mi se pol tako obkladamo, reš, namesto da bi se pogovarjali. To se skozi vračam na isto temo, ampak očitno je bila to moja mora, ne. No, da nisi dosegel, raj so te za hrbtom napadli, raj so odprto pismo dali, pismo, jaz pa sem tam na razpolaganju. To je naša mora.